Lepo pozdravljeni, danes sem v družbi Sašo Weixlerja, on je glavni trener in vodja Fight kluba Ljubljana. Skupaj sodelujemo že okoli 10 let. Tukaj smo potem štartali z treningi, kjer smo se potem udeleževali amaterske MMA lige, tudi kar uspešno glede na število borcev, s katerimi smo imeli opravka. Potem tukaj sem poučeval samoobrambo za ženske, ampak danes nismo zaradi tega tukaj, temveč zaradi tega, ker se bomo ukvarjali in pogovarjali predvsem o boksu, kjer je pa Sašo Weixler absolutno doma. Ja, tako je. Lepo pozdravljeni, ja, vsi skupaj. Ja. Nek pravijo, da je boks plemenita veščina. Kaj pa je zdaj tako plemenitega na boksu? Ja, vedno znova se mi pojavlja to vprašanje. Zdaj, dejstvo je, da so pri boksu definirana pravila. Se pravi, ti lahko udarjaš z 3 osnovnimi udarci, direktno še uppercut, in se točno ve, v bistvu, kam lahko udarjaš. Tako da so pravila igre so jasna in vsak noter stop ve za ta pravila in jih tudi spoštuje. In to, da pač se ti boriš po nekih pravilih, je to že neka vrsta plemenitost. Drugi aspekt tega je pa to, da po borbi, kaj je borbe konc, si nasprotnik ponovadi podata roke in se v bistvu spoštujejo en drugega. Tako da to je tudi neka vrsta plemenitost. Kaj pa ta aspekt, dobro, mogoče malo satirično, ironično, ampak bi lahko rekli, da je tudi plemenitost v veliki meri v posameznih klubih odvisna tudi od trenerja, torej da to plemenitost prenaša potem dole na svoje učence? Vsekakor, ne. Boks je lahko zelo na tanki liniji, ne. Plemenitosti ali pa kakorkoli gledaš enih pravil, v glavnem. Boks se lahko poučuje pač na več načinov. Naš princip je ta, da v bistvu vse gradimo prek igre, ne. In tudi tako vzgajamo naše učence, naše, bomo rekel, tekmovalce, da se znajo igrati in da imajo nek odnos do nasprotnika, da se znajo praktično z vsakim igrati. Zdaj, je pa tudi drug način, ki je mogoče malo trši, ki v bistvu vse skupaj zapakiraš v to, da štartaš že na začetku zelo agresivno in nekako pol iz tega principa postane res samo tista smetana borcev, ki so res najbolj zagriženi in najbolj fajterski v narekovajih. Tako da ta dva principa sta. Zdaj, mi v bistvu delamo ta prvi princip in iz tega tudi, bom rekel, lahko potegnemo neko plemenitost. To je v bistvu tvoj princip dela in se mi zdi, da se zelo lepo pozna, kako se to prenaša potem dol, čisto tako v vojski, če general zgore dol na vojake in to isto iz trenerja na vse ostale boksarje in tudi na nek način se oblikuje to vzdušje znotraj kluba, ker roko na srce, če je trener baraba, potem bo verjetno tudi učenci oziroma vsi športniki pod njim barabe ali pa podobno privlači podobno in verjetno je tudi tule del te plemenitosti oziroma neplemenitosti. Ja, delamo na tem, da je v bistvu vse skupaj v enem športnem duhu in tudi, da je veliko tega fair playa. Sašo, treniral si pri Galetu. Lahko poveš kaj več o Galetu samem, pa je, da je hodil zelo zrihtan na treninge. Ja, bil je v bistvu hodil, kad je bil skozi vloge enega sodnika, oziroma pač imel je take posebne čevelčke, malo smešne v bistvu, ampak pa dejansko, ja, imel je, mislim, da vedno tako vratnik, zdaj metulčka ne če imel, ampak v glavnem, ja, bil je tak naprav gospod, bi rekel. Drugače pa jaz sem začel trenirati boks pri Davidu Gadetu, on je bil učenec v bistvu od Galeta in vse skupaj se začeli na Vrhniki oziroma na Verdu in potem smo v bistvu pridno trenirali in hodili tudi v Ljubljano na tako imenovane revije, to so bile ene vrste borbe, to se je dogajalo ponovno v petkih zvečer, enkrat na mesec. Zdaj tako, moram reči, da v teh starejših letih, ki je bil on pač že tam 70+,
se mu ni dalo več to posvečati. Ne. Je sicer mogoče neke detajle povedal, ni bil pa tako trener, da bi se res s tabo ves čas ukvarjal. Povedal ti neke detajle, ne vem, delal sem na vreči, povedal mi je, kako delam, je šel okoli in prišel nazaj in popravil mogoče kakšen detajl. No. Kako bi ga pa recimo z 3 besedami opisal, pridevniki ali pa pač, kot se spomniš na besedo? Legenda slovenskega boksa. Okay. Kar sem opazil je, da v tem klubu lahko boks da blazno veliko rekreativcev. In verjetno se ta trening rekreativcev v primerjavi z tekmovalci, torej, ki bolj redno hodijo na tekmovanja, precej razlikuje. Kaj dajaš enim, pa kaj dajaš drugim? V osnovi je tako, da pri nas vpisujemo v rekreativne programe. Prav posebej v osnovi v tekmovalni program tega nimamo. In vse peljemo čez ta rekreativni program. In v bistvu je tako, da tudi v končni fazi, ko imamo neko tekmovalno skupino, pri nas zaenkrat še kombiniramo eno in drugo. Se pravi, ta visoko, bomo rekel, rekreativni nivo je lahko tudi tekmovanje. Imamo na primer dosti rekreativcev, ki so zelo kvalitetni, ki so tudi, bomo rekel, bivši tekmovalci, pa zelo dobro delajo, so zelo dobra podpora naših tekmovalcev, tem aktualnim. Tako da z njimi pol raste gor, oziroma jim pomagajo se spenjati. Je pa tako, da pri tekmovalnem boksu je tudi to razlika, da je malo več, se pravi, individualnega dela in pa seveda dodatni treningi. Rekreativno ponovadi trenirajo 2-3 na teden. Tekmovalci, vsaj tisti bolj resni, ki imajo malo večje ambicije, bomo rekel državno prvenstvo, pa celo više, predvsem više, tisti v bistvu z manj kot 5 treningi nima kaj delati na teden. Tako da, predvsem to se razlikuje, se pravi, količina treningov in pa ta individualni predstav. Ali tudi več sparingov? Ja, absolutno. Seveda, s tekmovalno ekipo ali pa z enim tekmovalcem, ki se pripravlja na neko tekmovanje, ni dosti podpora samo v klubu, ampak je v bistvu pol mrežnja, pa rekel sodelovanje z drugimi klubi. In v bistvu s tistim tekmovalcem pol hodimo po drugih klubih, iščemo neke sparing partnerje, ker ta različnost da tudi zelo veliko, zelo velik bonus v tem smislu, da nekdo, ki sparira z različnimi, se zna prilagajati, zna v bistvu svojo taktiko narediti. Problem je pač v klubu, če delaš ves čas s tistimi, ki se tekmecavo vsi poznajo. Pozna, ko trzne točno nekomu bo naredil in rabiš neko različnost, neko drugačnost. To iščemo tudi v drugih klubih to in pač hodimo tudi v druge klube sparirati in s tem v bistvu tekmovalci tudi plemenimo. Torej, bi lahko trdili, da s tem poskrbiš, da dobijo nov input, pa nove dražljaje, na katere morajo reagirati vedno znova drugače? A to, absolutno, je pa tudi tako, da ta vrh, bomo rekel, najboljši tekmovalci v Sloveniji se pa tudi med sabo konec koncev poznajo. Kamorkoli gremo, itek, že ta tekmovalc nekaj, rečemo, kvaliteten, dela tam z nekim kvalitetnim tekmovalcem, ki ga tudi že pozna, ki tudi že sparijo, tako da se tudi že tam malo poznajo. Tako da pol nadgradna temu je pa tujina, se pa hodi v tujino nad sparingi. Zdaj, Saša, povej mi, če bi kdo hotel več izvedeti o boksu ali pa trenirati s tabo v tvojem društvu, ki ga se jaz osebno toplo priporočam, kam se lahko obrnejo, oziroma kje te vse najdejo? Ja, načeloma v normalnih časih nas najdejo na Celovški cesti 172 v Šiški. Tukaj imamo pač svoj gym, v bistvu naš FCL gym, ki je opremljen z vsemi rekviziti, takšnimi in drugačnimi. Načeloma pa izvajamo trening na drugih lokacijah. Imamo v Cube Fitnessu, se pravi z Bežigradom, imamo v Fitness centru na Vrtovcih, to je naša, bomo rekel, točka, kjer smo že dolga leta. Tako da načeloma na teh lokacijah najdejo v Ljubljani, drugače pa več informacij dobite na spletni strani fcl.si in pa na teh vseh socialnih mrežih kot Facebooka, Instagrama in tako naprej. V glavnem, vse te linke bomo dodali v opisu videa od spodaj. Tako da, Saša, najlepša hvala za ta intervju, pa bomo še ponavljali. Bomo, vsekakor. Hvala.